V rahli prednosti so stranke desne sredine, ki bi skupno imele 42 poslancev, sedanja levo-sredinska koalicija treh strank pa bi dobila 40 poslanskih mandatov. O tem, kakšna bo nova vlada, bi torej odločala stranka Resnica. Je žal zelo tipično skrajno desna stranka, lahko rečemo režimska stranka, ne pa alternativa. Oni zelo odkrito zagovarjajo demontažo, privatizacijo socialne države, zagovarjajo krepitev policijske države, skratka, k nam bi pripeljali Ameriko. Ne vem, kaj je bral gospod Kordiš, našega programa zagotovo ne, če nas ne bi etiketiral v bistvu na tak način. Padel je že sneg in Evropa je najlepša bela. In zatorej uživajmo v zimi, ki je za vsakega iskreno desno usmerjenega človeka najlepši letni čas, zaradi tega, ker je to edini čas, ko lahko vidimo levičarja, ki ima roko v lastnem žepu. Dejstvo pa je, da mi smatramo politiko kot poslanstvo in ne kot poklic kot gospod Kordiš in menjanje strank neposredno pred volitvami samo zato, da bi ohranil svojo situacijo v državnem zboru. Pač to so ljudje, ki nikoli niso zares delali nikjer drugje, kakor v parlamentu, ki so samo navajeni prejemati denar iz budžeta, iz plače proračuna in oni ne morejo veliko vedeti o ekonomiji, zato tudi zagovarjajo sistem, ki je vse posod po svetu propadel ali pa osiromašil vse možne države. Medtem ko v Sloveniji lahko vidimo, kaj se da narediti z levico v vladi. A ste proti minimalni plači? Ne, ste proti vinjetam? Se ravno zato, ker je težko biti proti in ne moreš biti proti, zato pa treba zadeve celovito rešiti v naslednjih mesecih. Skratka, ne moreš biti proti, če predsednik vlade to predlaga. Dobro, kaj se mi pogovarjamo v vladi in kaj imamo svoja mišljenja in pač imamo svoja mišljenja. Imamo pa koalicijske stranke. Pa jaz ne bi rad zahajal 4 leta nazaj, po 8 let nazaj, tudi prejšnja vlada, v kateri ste bili vi minister, nekatere stvari niste spremenili, pa bi jih lahko, ampak pustimo to, gremo malo v prihodnost. Predsedniki desno-sredinskih političnih strank Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa so podpisali sporazum o sodelovanju na marčevskih parlamentarnih volitvah. Mi nismo na Titaniku. Mi smo na čovnu, kjer bomo skupaj veslali in priveslali v svetlo bodočnost. Še vedno se zavzemam za izstop iz Svetovne zdravstvene organizacije, ki je nekako deluje kot neka mafijska združba. Zato se stranka za zdravo družbo brez obveznega cepljenja in digitalnega totalitarizma agende 2030 zavzema za takojšnjo ukinitev obveznega cepljenja in za prenehanje te neetične medicinske represije. Če bo recimo SDS zmagala, potem bomo pa demokrati naredili vse, da se SDS sklene koalicijo z največjo stranko na levi strani, zato da se doseže ta široka koalicija. To bi pa rad videl, kako vam bo to uspelo. Sam formulo mi povete, kako vam uspelo, da boste prepričali Janeza Janše, da bo šel z Golobom. Pa to, lejte. Upam si reči, da smo najbolj uspešna stranka te koalicije. Po drugi strani imamo pa tudi stranko, ki ni sposobna obsoditi predsednika vlade ali pa reči, da ne bo z njim sodelovala, ker ima izjemne težave z integriteto. In postavite se v oči gledalca, kako naj verjame, da je torej ta boj proti korupciji iskren. Govori človek neprestano, kako naj ljudje verjamejo, vsaj 4-krat je tole danes ponovil. Mene pa zanima, kako naj ljudje verjamejo nekomu, ki je 25 let vozil eno politiko, od danes naprej pa obljubila, da bo res nekaj drugače. Zdaj pa res. Do zdaj smo ga psrali, od zdaj naprej bo pa nekaj drugače. Jaz si upam reči, da je zaradi politike levice ustvarjanja pritiska na plače, predvsem preko minimalne plače, približno vsak od nas danes bogatejši za 1/6 svoje plače. Naprej. A je za vas koalicija, v kateri bi sodelovala SDS, ter NSI, SLS in Fokus Marka Lotriča, ter demokrati Anžeta Logarja, raznobarvna koalicija, v kateri bi vi po volitvah sodelovali? Da je spravno, da je treba narediti široko koalicijo, da mora med drugim recimo sodelovati noter tudi SD, da lahko sodeluje, ne vem, še kakšna druga stranka, gospod Prebilič, več strank, več opcije. Saj zato pravimo, da na teh volitvah obstaja izbira. In na točki razno nimamo nič. Torej... Kuške na državnem zboru, v kateri bomo razmislili. Aha. A boste to povedala? Generalna sekretarka na glas, izvolite. O obisku 4 nožnih prijateljev v državnem zboru in te možnosti bomo razmislili. V
v najkrajšem možnem času. Bi vi sodelovali v koaliciji SDS, NSI, SLS in Fokusa Marka Lotriča, če bi bili povabljeni po volitvah? Če je široka koalicija, če zdraven sodelujejo še stranke, ki so iz leve sredine, zmerne leve stranke, s tem nimam težav. Drugače pa ne, če vas prav razumem. Ne vem, zakaj mene ne slišite. To, kar zdaj gledamo, je dno dna politične kulture. Če gospodu Logarju padla čelust, ko je gledal vašo oddajo in je doživel dno dna, ga vprašam, dno dna ste doživljali, ko ste bili leta član SDS-a, pa se niste dvigli. Dno dna sem jaz doživljal, ko sem gledal, ko ste bili vi v parlamentu in še številni ostali, ko ste speljali TEŠ 6, pa ste speljali Magno, pa ste speljali umazan postopek, na katerega ste hoteli pripeljati ljudi z referendumom za nek 2. Tukaj so koruptivne zadeve, ki se milijarde pa milijoni perejo. Tam ste bili dno dna tiho. Samim dogodkom harmonikašev absolutno ni bilo popolnoma nič narobe. Je pa Janez Janša in slovenska desnica ta dogodek izkoristil za razdvajanje, uporabil celo parafrazo Hitlerjevih besed: naredite to deželo spet slovensko. Mislim, če bi se naša programska izhodišča kakorkoli implementirala v slovenski prostor, Zoran Janković ne bi mogel biti župan niti dneva več, niti kandidirati sploh na teh volitvah. Je res, jaz imam počasi tega dovolj. Verjamem.